zdi, da takšno ravnanje ni pravilno. Mislim, da se strinjate. Hvala lepa, gospod Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Tudi jaz pozdravljam odločitev madžarske vlade, da bo dopolnila medijski zakon, čeprav menim, da je bil ta množični napad na njo glede medijskega zakona krivičen in pa neutemeljen. Zakon je nastal v specifičnih razmerah, ki v zahodni Evropi niso vselej dobro razumljene. V vseh tranzicijskih državah je bil medijski prostor v lastniškem pa tudi v smislu politične naklonjenosti zelo asimetričen, neuravnotežen, obvladovala ga je levica. Zato je zahteva po večji uravnoteženosti medijskega poročanja v tranzicijskih družbah popolnoma normalna. Pojem uravnoteženosti se uporablja v znanstvenem in političnem diskurzu že dolgo in v začetku je bil vezan ravno na področje medijev. Tudi očitek o politični pristranskosti sestave medijskega sveta po tem zakonu je bil popolnoma nekorekten. Po tem zakonu so člani izvoljeni kar z dvotretjinsko večino v parlamentu in velika večina evropskih držav ne pozna tako demokratičnega mehanizma. No, skratka, gospa komisarka, držali vas bomo za besedo, da boste še bolj skrbeli za urejenost medijske krajine v Evropski uniji. Tega ne boste zmogli le s pregledom zakonodaje držav članic, ampak z bolj temeljito analizo dejanskih razmer, zlasti v novih članicah, vključno z mojo Slovenijo. Hvala. Gospa Verheyen. Želite pritegniti pozornost ali zastaviti vprašanje? Že prej sem povedal, da nič več modrih kartonov v tej razpravi. Nažalost. Gospa